Slovenski bralci dolgo nismo imeli dostopa do neposrednih slovenskih prevodov del litovskih leposlovnih ustvarjalcev, še manj do del latvijskih pisateljev in pisateljic. Bližnja srečevanja z ustvarjalnostjo v teh jezikih so nam omogočili posredni prevodi, literarni festivali in srečanja. Prvi, ki je začel litovsko leposlovje neposredno prevajati v slovenščino, je bil Klemen Pisk, sicer tudi pisatelj, pesnik in glasbenik. Kot literarni prevajalec deluje od sredine 90-ih let. Največ prevaja iz poljščine in litovščine, v zadnjem času pa tudi iz latviščine, češčine in finščine. Doslej je prevedel okoli 70 knjig. Septembra 2021 je v Vilni prejel nagrado svetega Hieronima za prevajanje litovskih knjig v slovenščino. Nagrado podeljujeta Ministrstvo za kulturo Republike Litve in Združenje litovskih književnih prevajalcev. Leta 2024 je na festivalu Lirikon Fest v Velenju prejel nagrado Lirikonov zlat za prevode iz litovščine in finščine. S Klemenom Piskom bomo danes razmišljali o litovski in latvijski književnosti. Kaj ga je pritegnilo k njima? Ali Slovenci litovsko in latvijsko literaturo oziroma kulturo dojemamo kot baltski ali razločujemo specifike vsake države? Kako sta se obe književnosti razvijali v času sovjetskega obdobja? Ali sta reagirali podobno ali popolnoma različno? In, sploh ne nazadnje, kako sorodni oziroma različni sta si, je sploh upravičeno, da jo omenjamo hkrati. S Klemenom Piskom se bom pogovarjala, Tina Kozin. Klemen Pisk, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Spoštovani poslušalci, tudi vam lep pozdrav v oddaji Literarna matinaja. Klemen, začniva kar pri vašem zanimanju za Litvo, ki je bila nekako prva v tem časovnem sosledju. Govorim o vašem znanju litovskega jezika. Zdaj do danes smo v vaših prevodih dobili, mislim, da že okoli 30 leposlovnih del. Omenila sem tudi eminentno priznanje Litovskega ministrstva za kulturo in Združenja književnih prevajalcev njihovega. Pa me zanima torej, zakaj Litva in litovski jezik ter kdaj ste se začeli učiti ta jezik? Ko sem v 90-ih letih študiral slavistiko, sem se najbolj posvečal poljščini in kot polonist sem se pogosto srečal z avtorji, ki so prihajali iz Litve, recimo Miloš ali pa Konvicki, tudi Šenkjevič je veliko pisal o poljsko-litovski zgodovini. Poleg tega pa sem se zelo zanimal za jezikoslovje in čeprav litovščina nima veliko govorcev, je eden najpomembnejših jezikov za jezikoslovce. Mene je zanimala etimologija, tako da je bila litovščina nekakšen naraven izbor. Seveda, ko sem začel takrat s študijem, je bil na voljo samo sovjetski učbenik, tako da sem nekako izgubil začetno navdušenje, vendar sem se potem po prvem obisku Litve spet vrnil k litovščini, to je bilo leta 2004, ko pa sem dobil štipendijo leta 2006 za mlade pisatelje perspektivne, pa sem v Litvi ostal 3 leta in tam sem se tudi še najbolj naučil litovsko. Gre za enega najbolj arhaičnih živih jezikov na svetu. Vsebuje še številne posebnosti, ki so v drugih indoevropskih jezikih že davno izginile. Med drugim je to tudi eden izmed jezikov, ki je ohranil dvojino. Katere so še recimo druge te arhaične značilnosti, ki jih v danes živih indoevropskih jezikih ne zasledimo več? Arhaičnost litovščine
se še najbolj sliši v njenem zvenu. Veliko glasov iz praindoevropskega jezika se je v litovščini ohranilo skoraj neposredno, zelo majhnimi spremembami. V drugih jezikih so se ti glasovi sčasoma izgubili ali poenostavili. Zato jezikoslovci pogosto rečejo, da je litovščina jezik, ki je po svojem zvenu še najbolj podoben praindoevropščini. Poleg tega ohranja tudi veliko zelo starih besednih korenov, ki jih najdemo še v sanskrtu, stari grščini in latinščini. Ima zapleteno slovnico, sklone, deležnike, dvojino, zapleten sistem časov, ampak vse te arhaične prvine poznamo tudi v slovenščini in tudi v drugih slovanskih jezikih. Zato bi rekel, da je litovščina kljub svoji zapletenosti za Slovence in za druge slovanske narode mogoče malo lažja kot pa za kakšne druge narode. Kaj pa litovska književnost, kako stara je? Litovska književnost je v primerjavi z drugimi književnostmi razmeroma mlada, vsaj v pisni obliki. Prva tiskana knjiga v litovščini izide leta 1547, to je Katekizem Martinasa Mažvidasa, protestantskega duhovnika, to se pravi 3 leta pred Trubarjevim katekizmom in abecednikom. Dolga stoletja potem pa je bila litovščina predvsem jezik preprostega ljudstva, ljudskih pesmi in folklore, medtem ko so izobraženci pisali v latinščini in poljščini. Prvi temeljni kamen litovske književnosti pa je postavil Kristijonas Donelaitis v 18. stoletju svojo epsko pesnitvijo Letni časi, Metej po litovsko. To je prvo veliko umetniško delo v litovščini in začetek klasične književnosti. No, omenila sem, da ste, mislim, da trenutno še edini prevajalec, ki prevaja leposlovje tudi neposredno iz latvijskega jezika. Kako pa ste prišli do tja? Vem, da sta državi sta si neposredno blizu, ampak ni pa nujno, ne, da zato iz litovščine preide še na latviščino. Torej, iz latviščine sem začel prevajati nekoliko pozneje, šele od leta 2015. Ko sem prevajal iz litovščine, sem včasih po pomoti dobil tudi kakšno ponudbo, če bi kaj prevedel iz latviščine, ali pa so recimo ponudniki mislili, da je to toliko sorodno, da lahko tudi iz latviščine prevedem, tako da sem sprva te ponudbe zavračal, čeprav sem se že malo zanimal za latviščino, sem se že malo spogledoval, ampak nekako še nisem govoril in tudi nisem sprva imel namena se učiti latvijsko. Potem pa je bil to le znak, da ker ni nobenega prevajalca, sem le sprejel to svojo usodo, da se bom prej ali slej moral naučiti tudi latvijsko, tako da sem sprva prevajal zelo počasi, potem se je moje znanje malce izboljševalo, vendar še vedno nisem z latviščino tako na ti kot recimo z litovščino, tako da je še vedno litovščina tista moja prva izbira. Kako pa sta si jezika različna? Vem, da se govorci enega in drugega ne razumejo, ampak tako malo bolj z vidika jezikoslovca in poznavalca obeh. Litovščina in latviščina sta si sorodni, obe sodita med baltske jezike, vendar se knjižna jezika danes precej razlikujeta. Govorci standardne litovščine in standardne latviščine se praviloma ne razumejo brez učenja. Je pa res, da se ob meji jezika narečno zlivata in da je tam čutiti mehak prehod, zato je vendarle mogoče trditi, da se govorci tistih obmejnih narečij vendarle razumejo med sabo. Litovščina velja sicer za bolj arhaično, ohranila je veliko zelo starih glasovnih in slovničnih lastnosti, latviščina pa je šla skozi več poenostavitev. Razlikujeta se v naglasu, v oblikah in besedišču, ampak sorodnost je kljub temu ves čas slišna. Pa je, razen tega, da Slovenci o obeh vemo bolj malo in jo dobivamo prek vaših prevodov, upravičeno, da se pogovarjava zdaj o obeh skupaj?
Zakaj pa ne? Jaz mislim, da imata tako litovska kot latvijska književnost podobno zgodovino, sploh v 20. stoletju. Zadnje pa, začetki so pa pravzaprav podobni tudi slovenski književnosti s protestantizmom, tako da bom poskušal tako litovsko kot latvijsko literaturo predstaviti v eni oddaji. Ta zgodovina 20. stoletja bo še prišla na vrsto v najinem pogovoru, ki je, tako kot ste dejali, sorodna v obeh državah. Zdaj bi se ustavila še pri začetkih latvijske, ki so, če sem prav prebrala, tudi segajo, kot ste dejali, v protestantizem. Mislim, da so leta 1580 dobili svojo prvo tiskano knjigo. Gre za katekizem, ki je napisan v latviščini in poljščini. Kako pa se je potem razvijala pozneje? Dolgo časa pozneje gre predvsem za verska in za didaktična besedila. Prava književnost pa se začne oblikovati v 19. stoletju v času narodnega prebujenja. Podobno kot pri nas. Takrat se dokončno oblikuje zavest o latvijskem jeziku in narodu. V tem času nastane tudi temeljni latvijski ep Lačplesis, ki ga je leta 1888 napisal Andrejs Purpurs. To je mitološko-junaška zgodba o Lačplesis, lahko prevedemo kot medvedji mož, o človeku, na pol medvedu, ki brani latvijski narod pred tujci. Prvi latvijski roman izide leta 1879, se pravi, zdi se mi to kakšnih 13 let po Jurčičevem 10. bratu, in imenuje se Čas geometrov oziroma Čas zemljemercev. Napisala sta ga brata Reinis in Matis Kaudzite. To je družbeni roman o vasi, oblasti in človeških značajih. V 20. stoletju, če lahko na kratko pojasnim, pa pridejo vojne, okupacije, sovjetsko obdobje in cenzura. Del literature se umakne v simboliko in alegorijo, v pisanje med vrsticami, del literature je socialno-realističnega značaja, tretji del pa je pa literatura, ki sploh ne sme iziti oziroma izhaja samo v rokopisih. Pomembna je takrat tudi literatura v izgnanstvu. Po letu 1990 pa pride do velikega preloma, cenzure ni več, pojavijo se teme, ki prej niso bile mogoče, se pravi, govor je o telesu, o nasilju, o religiji, kapitalizmu, feministične teme so prisotne, prav tako LGBT tematika. V prozi je veliko pisanja o odraščanju v 90. letih, v poeziji pa gre bolj za mešanico intime, ironije in družbene kritike. Zdaj v antologiji latvijske poezije je tudi vaše zelo informativno in dobro spremljeno besedilo. Tam poudarite, da so predvsem narod pesnikov še veliko bolj kot Slovenci zase mislimo, da smo, ne? In to je povezano tudi z dajnami, če lahko tako rečem. Boste vi kaj več o tem povedali? Ja, narod pesnikov, vendar pesnikov, ki tudi pojejo svojo poezijo, lahko rečemo. Se pravi, dajne so peta poezija oziroma ljudska pesem. Dajne so kratke ljudske pesmi, večinoma 4 vrstičnice in ohranjenih jih je več kot 1 milijon. V njih je shranjen skoraj ves tradicionalni pogled na svet, odnos do narave, do dela, do ljubezni, do smrti, družine, tudi do bogov. To je nekakšen latvijski kolektivni spomin. Pomembno je tudi to, da so v zgodovini zlasti pod tujimi oblastmi in v času Sovjetske zveze prav te dajne pomagale ohranjati jezik in identiteto, ko je bilo javno izražanje narodne zavesti omejeno ali prepovedano. V sodobni književnosti dajne niso prisotne neposredno, kot neki citati, ampak so bolj kot miselni vzorec, se pravi ta zadržan ton, lakoničnost, povezanost z naravo, tudi neka tiha melanholija. In vse to ima korenine prav v tej dajnski poetiki,
Zato bi bilo mogoče reči, da sodobni latvijski pisatelji pišejo zelo moderno, ampak v ozadju se še vedno čuti zelo stara pesem. Pa bi lahko rekli, da je bila zato poezija zgodovinsko morda bolj razvita ali vsaj številčnejša kot proza pri Latvijcih ali ne? Ja, poezija je verjetno vselej prevladuje, vsaj na začetku, v 19. stoletju, potem je poezija tista, ki prevladuje, sploh če vemo, da so Latvijci dobili prvi roman leta 1879, se pravi, sigurno se s poezijo vse začne in Dajne pa so tisti temeljni kamen za to poezijo, seveda. Zdaj bomo slišali pesem latvijske pesnice Amande Aispuriete. Vzeta je iz oddaje Literarni Nocturno, ki je bila posneta leta 2022, ko je bila pesnica tudi nagrajenka festivala Vilenica. Pesem ste prevedli vi, Nocturno je nastal v režiji Saške Rakev, pesem pa interpretira Polona Juh, potem pa midva rečeva še besedo o tej avtorici. Pred odhodom. So jutra, ko je svet podoben knjigi neznanega pesnika. Odpreš jo na naključni strani in prebereš sebi namenjeno posvetilo ali obsodbo. So dnevi, ko se svet noče pogovarjati, ti pa izgineš v predore nemosti, v barake gluhote. So hrupni večeri, ko piha veter in sirene reševalnih vozil igrajo melodijo stare vaške veselice. Lahko se odločiš in zaplešeš v tem ritmu ali pa tuliš. So noči, ki se ne bi smele nikoli zgoditi. Spoštovani poslušalci, poslušate oddajo Literarna matineja. Z vami sva Klemen Pisk in Tina Kozin. Tole pa je bil odlomek iz oddaje Literarni Nocturno, posvečene Amandi Aispuriete. Gre za latvijsko pesnico. Kot sem rekla, smo jo gostili leta 2022 na festivalu Vilenica, kjer je prejela tudi nagrado Klemen Pisk. Kaj vam je z prevajalskega vidika predstavljalo največji izziv v njeni poeziji? Poezija Amande Aispuriete je zelo tiha, zadržana poezija, ampak hkrati tudi izjemno boleča. Vse se dogaja v drobnih premikih, v pogledih, v polizrečenem. Kot prevajalec moraš ujeti ravnovesje med bližino in distanco. Njen jezik je pogosto skoraj pogovoren, zelo naraven, ampak če ga preveč olepšaš, izgubi pristnost, če pa je preveč suhoparen, izgubi poetičnost. Zelo močne so tudi njene podobe, kot so sneg, voda, zvezde, vera, smrt. Pri njej to niso le metafore, ampak žive izkušnje. In prevod mora pustiti, da delujejo. Zanimivo je, da v eni pesmi govori tudi o prevajanju in kot da se sama zaveda, da se vsega ne da prenesti v tuj jezik, in to prevajalca tudi najbolj zavezuje k natančnosti. Kaj pa, če pogledava malo širše, recimo, kaj vam pri prevajanju iz litovske in latvijske literature, katere njene značilnosti se vam recimo zdijo tako najbolj drugačne od slovenske? Mogoče ta zadržanost, tako v latvijski kot v litovski literaturi, ni veliko izkazovanja čustev, ni tega patosa, vse je bolj tiho, zadržano. Potem mogoče druga razlika bi lahko bila odnos do narave. Pri njih ta narava ni samo dekoracija, ampak prostor mita,
usode, spomina. Zelo je narava prisotna v poeziji in prozi tudi danes. Še najbolj drugačen je pa mogoče ta odnos do zgodovine, ki se kaže potem tudi v literaturi. Pri njih je 20. stoletje zelo razburkano, seveda tudi pri Slovencih, ampak te deportacije, okupacije, izgnanstvo. Sploh pa bi rekel, drugačen odnos do zgodovine se najbolj kaže tudi v tem smislu, da leto 1945 ne predstavlja neke osvoboditve, ampak že od leta 1940 sta bili obe državi in tudi Estonija so bile okupirane od Sovjetske zveze, tako da je to tista mogoče razlika, ki potem vpliva tudi na literarna dela, se pravi biti med dvema zloma in izbirati neko manjše zlo. Ta tematika je sicer verjetno tudi pri nas prisotna na nek način, ampak tam ni nobene dileme, tam ni glede tega nekih burnih polemik. Okupacija je vedno strani Sovjetske zveze je jasna. Spomnim se, ko sem bila sama v Litvi, ko smo snemali nek projekt, in je ta vključeval tudi pogovore o njihovi zgodovini, ampak takoj, ko si se dotaknil vprašanja zdaj Rusije, ne, in Rusov, je pri njih nastopil molk. To je bilo neko obdobje, o katerem sploh niso hoteli govoriti in so vprašanje enostavno preslišali, kot da jih ne bi to vprašala. Ne. Ja, glede teh stvari so zelo občutljivi in lahko jih povsem razumemo. Oboji so imeli že svojo državo od leta 1918 po prvi svetovni vojni in pri njih ne govorimo o osamosvojitvi leta 1990 oziroma 1991, ampak govorimo o osvoboditvi izpod sovjetske okupacije. Kako pa sta obe književnosti reagirali na to okupacijo? Sta se razvijali v tem pogledu sorodno ali različno? Se pravi, govoriva zdaj o književnosti v času sovjetskega obdobja, malo ste že o tem govorili, no? Izhodišče je zelo podobno. Cenzura, nadzor, ideološki pritiski, ampak odzivi književnosti so bili nekoliko drugačni. V obeh okoljih se je veliko pisanja umaknilo v alegorijo, v simboliko, v naravo, v zgodovinske motive. O stvareh se ni govorilo naravnost, ampak po ovinkih. V Litvi pa je bila mogoče bolj izrazita navezanost na mit, na staro kulturo, na podeželje. To je bil nek varen prostor svobode. Nacionalna identiteta se je skrivala v teh prastarih podobah. V Latviji pa se je literatura pogosto umaknila v neko tišjo, bolj intimno liriko in v drobne zgodbe iz vsakdanjega življenja. Tako nekako posplošeno lahko trdimo. Skupno obema pa je to, da je bila literatura prostor odpora, včasih tihega, včasih zakodiranega. Po razpadu Sovjetske zveze pa pri obeh nastopi eksplozija tem, ki sem jih že omenil, recimo o telesu, o spolnosti, nasilju, veri. Brala sem, da naj bi se kar močno razvila tudi emigrantska literatura. Kako izrazita je bila v tistem obdobju, seveda? Zelo izrazita. Pri obeh, tako pri Litovcih kot pri Latvijcih, je bila emigrantska literatura izredno pomembna. Veliko avtorjev je pobegnilo na zahod, predvsem v Nemčijo, ZDA, Kanado, Avstralijo, tudi na Švedsko. Tam so ustanavljali založbe, revije, literarne krožke. Za njih je bila literatura način, kako ohraniti jezik in identiteto. Pisali so o izgubi domovine, o spominu, o krivdi, o izgnanstvu in pogosto so tam izhajala dela, ki doma sploh niso smela biti objavljena. Verjetno je bila tudi ta razlika med literaturo, ki je nastajala znotraj sovjetske okupacije in to emigrantsko precejšnjo.
Vsekakor, recimo, če samo omenim latvijskega avtorja, je zelo dober primer Anšlaus Eglitis, ki je v emigraciji v ZDA pisal romane o predvojni Rigi in izgubljenem svetu. Njegov roman Homo novus je danes klasika, ampak prvič je šel prav v izgnanstvu. Pri Litovcih pa je en ključnih emigrantskih avtorjev Antanas Škema, ki je v ZDA napisal roman Baltoji drobule oziroma Beli prt. To je modernističen roman o razcepljenem človeku v izgnanstvu. To je knjiga, ki doma dolgo sploh ni mogla iziti. Podobno kot roman Človek na obeh straneh Stene Zorka Simčiča, ne? Zdaj bo prisluhnila še litovskemu avtorju, pesnik Tomas Venclova, in sicer bomo poslušali prvi del njegove pesnitve Vozni red 9. novembra, prav tako v vašem prevodu. Vzet pa je tale prvi del iz oddaje Literarni nokturno, ki jo je leta 2011 režiral Klemen Markovčič, interpretira pa dramski igralec Željko Hrs, potem pa se še pogovoriva o njej. Spremljevalec je skočil na vlak, peron se je oddaljeval. Dokumenti, povratna vozovnica, prgišče deviz. Kmalu bom dopolnil 30 let, a prvič bom stal na drugi strani bodeče žice in žarometov. Da, nekdo se je že spreminjal, telefonske slušalke ni več prekrivala puhasta blazina. Če se bo vrnila preteklost, niti previdnost ne bo pomagala, naj se zgodi karkoli. Grožnje na državnem radiju. Tlak so dolble oklepne pošasti, toda sosednja država je dihala globlje kot lani ali predlani. Svoboda, na primer, zagotovo ni namenjena nam, tudi na temu od Boga uničenemu 6. delu sveta. Umaknila se je proč od okna. V kupeju so že dremali potniki, obraze so že obkrožale sanje, v njih najbrž ni bilo strahu, temveč morda celo upanje. Združevanje republik bobni, stene so se povesile, prepih vleče, toda strojevodja stoji prav tam kot prej. Na postajah barake, ki zaudarjajo po večno enakih kletvicah, urinu in zelju. Pes laja pred svitom in popoldne. Beseda aufsteigen še vedno zmrazi, kakor povelje na postaji taborišča. Klemen Pisk. Venclova v tem svojem delu omenja pozneje tudi maršala Moltkeja in Koneva. No, predvsem ta slednji se zdi precej negativen lik litovske zgodovine 20. stoletja. Pa so v litovski ali pač latvijski literaturi prisotne tudi teme, recimo postsovjetske travme. Vsekakor, to je zelo močna in stalna tema, ki se pojavlja kot spomin na represijo, na deportacije. Vendar je treba vedeti, da se pri različnih generacijah kaže drugače. Se pravi, pri starejših avtorjih je to še zelo neposredno in boleče. Recimo pri latvijski pesmici Vizmi Belševici so strah, molk in prepoved jasno prisotni v poeziji, ali pri Litovcu Tomasu Venclovi, kjer se zgodovina in politično nasilje ves čas vračata kot osebna izkušnja. Pri srednji generaciji, recimo pri latvijski pisateljici Gundegi Repše ali Nori Iksteni, pa je travma pogosto vezana na razpad sistema vrednot, na zlom družin, na tihe psihične posledice socializma. In to niso več samo zgodovinske teme, ampak zelo intimne zgodbe. Pri mlajših
avtorjih pa se postsovjetska travma kaže bolj posredno. V brezciljnosti, alkoholizmu, begu v tujino, v ironiji in cinizmu. In to zelo dobro vidimo tudi v romanu Hohma Svensa Kuzminsa, ki sem ga prevedel, kjer so liki ujeti v praznino tranzicije, v neuspehe, v občutek, da ne pripadajo ne staremu, ne novemu svetu. Slovenski bralec to razume presenetljivo dobro, kajti tudi mi imamo izkušnjo socializma, nadzora, strahu, zamolčanih tem. Seveda to ni čisto enako, ampak so neke podobnosti. Pa če recimo pogledava to sodobno književnost, najbolj sodobno, omenili ste res številne teme, je znotraj te sodobne literature in ob teh temah ta odnos do preteklosti še živ ali se bolj umika recimo drugim temam? Bi rekel kar pogosto. Preteklost v latvijski in litovski književnosti nikoli ne izgine. Tudi kadar avtorji pišejo o današnjem dnevu, je 20. stoletje skoraj vedno nekje v ozadju. Včasih neposredno, skozi zgodbe o deportacijah ali vojni, izgnanstvu, še pogosteje pa posredno recimo, to se kaže v molku med generacijami ali v razpadlih družinah, v strahu, ki se prenaša naprej, ko nihče več ne upa govoriti na glas. Kaj pa, če pogledava zdaj to najbolj aktualno vprašanje, sodobno, kako pomembna je ženska leposlovna ustvarjalnost v eni in drugi državi? Ali kateri glasovi izstopajo? Recimo v Sloveniji je dobrih avtoric zdaj res veliko, ne? Tudi v latvijski in litovski književnosti so danes ženske avtorice med najmočnejšimi glasovi. Ne gre več za neko obrobje, ampak za samo središče literarnega dogajanja. V Latviji bi lahko omenil Noro Iksteno, ki je ena najprepoznavnejših prozaistk v tujini, potem Andra Neiburga, Ilze Janssone, Gundega Repše, Jeva Melgalve. V poeziji pa recimo Amanda Aisporjete, ki smo jo slišali prej, pa Inga Gajle, Liana Langa, skratka veliko je teh imen. V Litvi pa recimo Kristina Sabaliauskaite, Laura Sintija Črnevskajte, obe sem že prevajal, recimo Petrova Imperatorica je precej znana v Sloveniji in razmeroma dobro brana. Potem sta tu še Birute Jonuškajte, Giedra Radvilavičute. In za te avtorice je značilno, da zelo neposredno pišejo o telesu, identiteti, materinstvu, travmah, veri, spolnosti, tudi o zgodovini. In ženski teksti so pogosto intimni, ampak hkrati družbeno zelo ostri. In prav to danes močno zaznamuje baltsko literaturo. Ko ste ravno omenili baltsko literaturo, se vam zdi, da slovenski bralci, zdaj morda niste pravi naslov za to vprašanje, ampak vendar, da ločujemo med specifikami litovske in latvijske književnosti ali da jo bolj razumemo pač kot baltski? Jaz bi rekel, da slovenski bralec kar dobro razločuje, sploh zato, ker danes je bralec drugačen kot recimo pred 20-30 leti. Kogar določena kultura res zanima, se bo znal sam pripraviti, poiskati podatke, preveriti kontekste. Danes imamo ogromen dostop do informacij in pogosto se tudi meni zgodi, da me fikcija spodbudi, da začnem raziskovati neko temo, ki je v romanu samo bežno omenjena, ampak je ključna za razumevanje celote. Bi pa vseeno poudaril, da so spremne besede so vseeno še vedno pomembne, čeprav imajo mogoče nekoliko manjšo vlogo kot nekoč, ampak zame je pomembno, da lahko ob izidu del katerega od baltskih avtorjev slovenskemu bralcu vseeno na kratko odprem vrata v te kulturne, zgodovinske podrobnosti in jezikovno ozadje. Samo toliko, da dam neko orientacijo, potem pa lahko bralec pot nadaljuje sam. To je zagotovo dobrodošlo. Kaj pa, če pogledava mednarodno
prepoznavnost obeh držav. Seveda govorim spet zgolj o leposlovju v literarnem področju. Za Litvo vemo, da je bila že leta 2002 častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma. Leta 2023 je bila še posebej izpostavljena, če se ne motim. Kako pa je z latvijsko literaturo v tem pogledu? Ja, Latvija je svoj preboj naredila nekoliko pozneje, posebej po letu 2010 z ustanovitvijo močne literarne agencije Latvian Literature. In danes so v tujini zelo prisotni latvijski avtorji, nastopajo po festivalih, rezidencah, na knjižnih sejmih. In to so avtorji, kot sem jih že omenil, Nora Ikstena, Inga Abele, Karlis Verdinš, tudi Sven Kuzmins sodi v to generacijo avtorjev, ki se dobro zaveda pomembnosti mednarodnega prostora. Bi pa rekel, da sta si Litva in Latvija danes po odprtosti v svet zelo blizu. Obe književnosti sta majhni razmeroma, zato se zavedata, da je prevod skoraj nujen pogoj za njun obstoj zunaj lastnega jezika. Klemen Pisk, zdaj sva že kar dolga, bi se premaknila k sklepnim vprašanjem. Takole bi vas vprašala, kateri avtor ali avtorica iz danes omenjenih govornih področji vam je predstavljal ali predstavljala največji prevajalski izziv? Eden najtežjih prevodov je bil gotovo roman Hohma Svensa Kuzminsa, kajti ima zelo poseben slog. Pri Hohmi se ves čas giblješ med humorjem in tragedijo. Ena poved je lahko smešna, naslednja že zelo temna. In to ravnotežje je v prevodu zelo krhko. Če malo preveč potisneš v eno smer, se lahko vse poruši. Druga težava je bila so bili tu različni glasovi likov. Vsak govori malo drugače, nekateri so zelo banalni, drugi skoraj filozofski. In kot prevajalec moraš ves čas prestavljati ta register. Tretja stvar pa je mogoče ironija, ki jo je treba natančno ujeti. Ves čas je nekje vmes in ta vmesni ton ironije je najtežji. Ampak kljub temu, da je bil to zame eden zahtevnejših prevodov, je to je zame predstavljalo tudi največji izziv. Pa je kakšno delo, ki bi ga zdaj posebej izpostavili, da bi ga recimo morali, oziroma da bi bilo dobro, da bi ga dobili v slovenskem prevodu, pa ga še ni? Zlasti latvijskih avtorjev je veliko takih del, kar nekaj, če izberem samo nekaj teh primerov. Najprej gotovo latvijska pisateljica Nora Ikstena z romanom Materino mleko, Mate Spjens. To je eden najpomembnejših latvijskih romanov zadnjih desetletij. Zelo močna zgodba o materi in hčeri v času sovjetskega sistema. In to knjigo pravzaprav bere v svet, mislim, da ima že okoli 20 prevodov, v slovenščini pa je še nimamo. Potem je mogoče tudi Albert Zbels, ravno tako latvijski avtor, ena ključnih figur klasične latvijske proze 20. stoletja. Najbolj znan je njegov roman Buris oziroma Kletka, kjer spremljamo človeka, ki izgublja svobodo, ne tisto zunanjo, ampak notranjo. In pa seveda tudi poezija Amande Ajsporjete bi nekako morala iziti, se mi zdi, že zato, ker bi se spodobilo izdati knjigo nagrajenke Vilenica. Tako da je pa še veliko teh del, ampak naj bojo samo ti 3 kot izhodišče. Ja, zagotovo se smo šele začeli, s prevodi. Dobro, Klemen Pisk, bova zaključila tale najin pogovor z vprašanjem. Glede na to, da že kar nekaj let prevajate litovsko književnost, latvijsko niti ne tako dolgo, pa vendar je tu še kaj, recimo, kar vas kljub dobremu poznavanju te književnosti ali teh književnosti kot prevajalca preseneti ali posebej izziva, navdihuje? Preseneča me mogoče njihova tišina,
tako latvijska kot litovska literatura znata biti zelo zadržani, potem pa pride en sam stavek, ki te popolnoma pretrese. Navdihuje me, kako iz čisto majhnih vsakdanjih stvari znajo narediti velike teme, iz pripetljaja na dvorišču, iz pogleda, iz kraja ob morju nastane recimo zgodba o identiteti, izgubi, zgodovini. Kot poseben izziv pa je tudi jezikovna drugačnost, drugačni ritmi, poudarki in kot bralca me vedno znova preseneti, kako so te knjige hkrati zelo osebne in hkrati zgodovinsko obtežene. Klemen Pisk, najlepša hvala za ta izčrpan in zanimiv pogovor. Želim vam veliko ustvarjalnih uspehov na vseh področjih in srečno. Hvala vam za vabilo. Spoštovani poslušalci, v tokratni oddaji Literarna matineja je bil naš gost, prevajalec, pesnik, pisatelj, glasbenik Klemen Pisk. Pogovarjala sva se o litovski in latvijski književnosti. Pred mikrofon sem ga povabila Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Max Pust.